Pravkar se je začel drugi polčas tekme za tretje mesto na nogometnem turnirju Ljubljana Open, 7. po vrsti. Nasprotnika sta nogometni klub Bravo iz Slovenije in Groningen z Nizozemske. Nizozemci po prvem polčasu vodijo z 1-0. Kjan Slor je dosegel edini zadetek v prvem polčasu. V 12. minuti je izkoristil 11-metrovko. Torej, Nizozemci so si zaslužili minimalno prednost, seveda pa ta tekma še ni odločena, še slabih 18 minut obračuna je pred nami. Kot sem že omenil, dvakrat po 18 minut igrajo ti fantje rojeni leta 2002 ali pa mlajši. Dober nogomet smo spremljali v prvem polčasu, upajmo na podobno nadaljevanje. Čeprav je najbrž že prisotne kar precej utrujenosti, vendarle moramo vedeti, da so nogometaši odigrali že po 5 tekem. Turnir se je, kot rečeno, začel v petek, pa potem potekal še včeraj, danes se zaključuje in čez dobro uro bomo dobili tudi zmagovalca po tekmi med MTK-jem iz Budimpešte in Dinamom iz Zagreba. Kaj pravijo tujci ob tokratnem obisku Ljubljane? Moram reči, da so izredno zadovoljni, posebno v letošnjem letu, kjer je bila organizacija dejansko na vrhunskem nivoju. K temu je pomagalo tudi lepo vreme, ki je v lanskem letu kar v veliki meri pokvarilo prireditev in vsi so izredno navdušeni in z veseljem se bojo vrnili tudi prihodnje leto, kolikor bojo seveda povabljeni. Treba pa je vedeti seveda, da je to kar precejšen zalogaj za sam klub, posebno za našega predsednika, gospoda Klariča, ki je zagotavljal skoraj v celoti sredstva za ta turnir. Gre pa seveda velika zahvala vsem staršem naših selekcij, posebno pa selekcije U12, ki so vse 3 dni nesebično pomagali pri vseh opravilih, ki so potrebni za organizacijo tega turnirja in bi se jim ob tej priliki še posebno rad zahvalil. Opravil pa je seveda ogromno, 12 ekip, kot sem že dejal, iz 7 držav in to so tudi ekipe, ki so precej cenjene, tudi nekaj slovitih imen, nazadnje velja tudi to izpostaviti, medtem ko je Bravo v protinapadu in to zelo obetavnem, tole morda lahko priložnost, Gal Habjan prodira, Gal Habjan in to je 11-metrovka, vendarle pa potem zadetek, pravilno je glavni sodnik tega obračuna pustil prednost, torej Bravo je imel sprva najmanj 11-metrovko, potem pa smola ob veselju strelca, upam, da ni prišlo do kakšne poškodbe. Gol je dosegel Luka Horvat po lepi akciji Gala Habjana. Torej, hitro so nogometaši Brava prišli do izenačujočega zadetka, čeprav gre za podmladek, za mlade fante, pa je vendarle zadetek v takšni fazi tekme tudi za te mladeniče še kako dobrodošel in to je prava spodbuda sedaj za Bravo. Prav gotovo. S tem so dobili novega zagona, nov motiv in upam, da ne bojo pregoreli v tem in naredili preveč napak, kar se pri takih mladih nogometaših rado zgodi. Ampak vendarle tudi napake, če do njih pride, gredo hitro v pozabo, pomembno je nabiranje izkušenj. Kot zelo izkušen sodnik, to moram reči, pa je sedaj reagiral Asmir Sagrković, ki je glavni ob pomoči Žganca in Pospeha, kajti videli smo prekršek vratarja, pa potem povsem pravilno puščena prednost in na drugi vratnici potem nogometaš na pravem mestu za izenačenje na 1-1 in izid torej neodločen, kar pušča možnosti enim in drugim, da pridejo morda še v drugem polčasu do kakšnega zadetka in morda bomo tudi že dobili odločitev o tistem, ki bo na koncu osvojil
tretje mesto. Torej, Luka Horvat je izid izenačil pri Bravu 1-1. Groningen v novem napadu, teda hitro se je končal, dobro je bil postavljen Jon Jelerčič, ki je prekinil napad Nizozemcev, ki sedaj izvajajo out. Gost je torej ekipa Groningena v belo-zeleni, opremi Bravo v rumeno-modri in domači ponovno poizkušajo, toda na pravem mestu je bil Janik Hetinga, ki je bil, potem je skok dobil Job van Dijk, pa poizkus nogometašev Brava. Hitro se je končal, pri žogi je bil Timotej Bizil za nekaj trenutkov. Od Anžurja se je potem žoga odbila, odbija pa tudi Žiga Fermišek. Še en napad ekipe Brava, dobro se je boril sedaj Gal Habjan, zelo zaslužen, nedvomno zelo zaslužen za tisti zadetek Brava, kaj ne? Ja. Se mi je že zdelo za trenutek ali dva, da bo izgubil žogo. Ja, vendar je s svojo hitrostjo dejansko nadoknadil vse izgubljene korake in pripomogel k golu, ki ga je dosegel Horvat. On je eden izmed izredno hitrih igralcev, on in Gradišar sta dva seveda najbolj hitra igralca in stalna nevarnost za nasprotnikov gol. Tudi na preteklih tekmah sta igrala podobno, tako da gre velika zasluga seveda za ta rezultat. Kako visoko pravzaprav kotira, oziroma če primerjamo to selekcijo nogometnega kluba Bravo z ostalimi v tem klubu? Lahko govorimo, da je to morda kakšna izmed perspektivnejših generacij ali vendarle nasprotno? Lahko rečem, da je kar perspektivna ekipa, na kateri seveda pred katero stoji še veliko dela. Vendar gre v tem letu dejansko velika zasluga trenerju Dejanu Grabiču, ki je živel s to ekipo, delal s to ekipo iz dneva v dan, treninga v trening. Za njim je ogromno skupnih turnirjev, priprav, in seveda veliko ga realne. Tako njega, kot tudi njegovega pomočnika Mateja Škrpca, ki sta dejansko pustila veliko sled v tej ekipi. Ta ekipa bo v nadaljevanju prav gotovo ena izmed najbolj perspektivnih in s katere bomo prav gotovo dobili tudi kar nekaj dobrih nogometašev. Medtem out za ekipo Brava. Nenazadnje se je to dobro delo odražalo tudi v dosežkih na tem turnirju, na 7. Ljubljana Openu. Nogometaši Brava so sicer izgubili proti Dinamu z 2-4, ampak Dinamo je tudi v tokratni izvedbi eden glavnih favoritov za zmago. Bravo pa se dajo priložnosti, Tora zapravljena. Potem še en poizkus, v drugo je Bizil prišel do strela, še nevarno in žoga nikakor ni hotela v mrežo. Spet Bizil, kakšne priložnosti za Bravo. Ampak tole je tudi trenutek, ko so živeli navijači domače ekipe. Gre pretežno za starše in sorodnike, prijatelje teh fantov, ki se borijo in sedaj nikakor niso uspeli doseči zadetka. Nova priložnost, ampak Nizozemci se rešujejo. Maxa Wolfsa, vratarja gostov, pa je potrebno sedaj res pohvaliti in izpostaviti, kajti prav on je tisti, ki je sedaj Nizozemce obdržal pri neodločenem rezultatu. Res nekaj imenitnih priložnosti v 10-15 sekundah. Ja, no to je tisto, kar dela pravzaprav nogomet zanimivo, kar dela nogomet lepo in vesel sem, da gledamo neko tako tekmo, v kateri se fantje dokazujejo proti klubu, s katerim se seveda nikakor ne moremo primerjati, se ne more primerjati noben klub v Sloveniji. Ne z njihovo akademijo, ne z njihovo člansko ekipo in
res vsaka čast tem mladim fantom za prikazano v današnji tekmi, vsaj do sedaj. Lahko rečemo, žal še vedno 1-1, kajti... Žal, tako je. Ja, Bravo je tisti, ki je v drugem polčasu boljši, podjetnejši. Če smo rekli, da so bili Nizozemci v prednosti v prvem delu, da so ga zasluženo dobili, pa je v nadaljevanju vendarle potrebno reči, da bi si Bravo zaslužil še kakšen zadetek in minimalno prednost. No, Groningen pa medtem v novem naletu, to da domači so se ubranili, ne, sicer še povsem, kajti Nizozemci lahko gredo v nov napad. Kot sem že dejal, Bravo je izgubil proti Dinamu, tale zadetek seveda ne velja zaradi offsida. Bravo je izgubil proti Dinamu z 2-4, proti MTK-ju z 1-3, dobil pa je ostale 3 tekme, premagal je Domžale z 2-1, pa Olimpijo z 3-0 in tudi Šturm z 1-0. Na drugi strani je Groningen za razliko od Brava odigral neodločeno proti Zagrebčanom, torej proti Dinamu, tekma brez zadetkov je bila to. Potem so Nizozemci dvakrat slavili z 2-1 proti Mariboru in Rijeki. No, izgubili so z Domžalami z 2-4 in premagali Žilino s 4-1. Kar lepo, pravo nogometno vzdušje tudi danes, ne? Ja, res, ker nabralo se je kar nekaj gledalcev, staršev, prijateljev in res pravo. Mislim, da v vseh elementih nogometne igre lahko danes vsi, ki so tukaj prisotni, uživajo in upam, da tudi gledalci pri televizijskih sprejemnikih. In na srečo tudi ni prevroče, čeprav ko ste bili pred nekaj trenutki na igrišču na soncu, ste dejali, da ni prav enostavno zdržati. Ne, ni. Na igrišču je prav peklensko vroče, v senci pa nekako hladno. Za dodatni dvig temperature pa poskrbijo seveda nogometaši. Sedaj je bil Tom van der Werf v offsideu, prosti strel Brava že izveden, ampak tudi hitro zapravljena žoga. No, potem je bil prekratek Timotej Bizil in nov napad Nizozemcev prek De Bakkerja, ki je imel v prvem polčasu eno lepo priložnost. Groningen sedaj poizkuša prek Joela Van Kama, Van Kam prodira, no, potem pa ga je lepo pričakal Anže Anžur in zaustavil napad Groningena. Nič ne bo iz protinapada Brava tokrat. Mislim, da so domači nogometaši zlasti nevarni v protinapadih. Na zadnje padel je tako zadetek, potem tista serija priložnosti tudi po protinapadu. No, sedaj pa Brečka rešuje Bravo, žoga očitno ni prešla golove črte, čeprav se je sprva tako zdelo. Prav lahko bi sedaj Groningen prišel do novega vodstva z 2-1, no, v tem primeru sreča za gostitelje. Matjaž Jakopič, morda komentar moje prejšnje misli, namreč, da je Bravo zlasti nevarno proti napadih. Je to način dela igre takšen ali se pač izkorišča situacija ponujena proti določenemu nasprotniku? Ja, mislim, da nasprotnik pušča kar dosti prostora, ne, in da hitra igralca od spredaj zagotavljata, kaj svem, možnost kontranapada. Čeprav bi rekel, da igrajo fanti dokaj kombinatorno, ne. Ni toliko dolgih žog, pač pa igrajo kombinatorno, tudi priložnosti, ki so se jih ustvarili v prej. No, to pa je tisto, o čemer sva govorila v prvem polčasu, ne. Skoraj z polovice strel Nejc Kozjek je poizkusil in vratarji imajo za razliko od kadetskih, mladinskih in članskih vrst takšnimi žogami ogromno težavo. In moram reči, da je kar nekaj golov na tem turnirju padlo iz take in podobne situacije, posebno iz prostih strelov iz take razdalje. In potem to vendarle ni realno, če razmišljamo o članskem nogometu. Odbita žoga, sedaj je nov poizkus Brava, tokrat je streljal Ajdin Dergič in po žogo potem Max Wolfstuje
Ta vratar Groningena, ki sva ga danes nekajkrat že omenila, res nekaj izjemnih obramb proti napad gostov. Kjan Slor ponovno prodira, toda dobro je reagirala obramba Brava, morda sedaj proti napad slovenske ekipe, edinega predstavnika med 4 najboljšimi, dokar 2 pa sta prišla med 6. Naj povem, da je bil sistem tekmovanja takšen, da se je najprej igralo po predtekmovalnih skupinah, potem so najbolje uvrščena moštva prišla v boljše skupine, slabša pa se borijo oziroma so se borila za mesta od 7. do 12. Kot sem že dejal, pa med 6 najboljšimi ob finalistih in predstavnikih, ki ju spremljamo v teh trenutkih, še Domžale in Maribor. Vijoličasti pa so bili v tekmi pred Tokio, gledamo, uspešnejši od Domžalčanov in zmagali so z 2-0, medtem pa Groningen v novem naletu. Fankam je pri žogi, Fankam odlična tehnika, potem pa predložek, nesporazum pred vrati Brava, ampak dobro se je išlo za rumeno-modre, potem je bil Thijs Mulders in lepa, krasna pravzaprav poteza za protinapad Brava, izjemna tehnika je sedaj predstavil tudi Gal Habjan, krasno Habjan, priložnost za Bravo, toda potem se je zapletel Nejc Gradišar, pa spet Habjan v lepi akciji, Habjan je padel, toda brez 11 metrovke po oceni Asmirja Sagrkoviča. Gal Habjan pa je v drugem polčasu predvsem pokazal res izjemen, razkošen talent. Sedaj pa je bil v offsideu. Prvo ime drugega polčasa, nedvomno Gal Habjan, kaj ne? Ja. Svojo hitrostjo in spretnostjo seveda izpada v napadu. Nejc Gradišar bi v prejšnji akciji morda lahko tudi podal, lahko da je razmišljal celo o naslovu prvega strelca tega turnirja, 6 goli najučinkovitejši pri Bravu. Out za Nizozemce. Počasi prihajamo v finiš tega obračuna. Tole je sedaj pritisk Groningena, spet je pri žogi Kjan Slor, potem dobra podaja, priložnost za strel Van der Werfa. To pa brez protinapada Brava, ampak nov poizkus Nizozemcev, spet je pri žogi Van der Werf. Poizkus dvojne podaje, pa potem Fankam, no in sedaj je Asmir Sagrkovič odpiskal konec tekme. To je bil obračun za 3. mesto na Ljubljani Open in kot velevajo pravila, če je izid neodločen, v tem primeru je 1-1, potem sledi izvajanje 11 metrovk, tako imenovana nogometna loterija. Gostje so jo na tej tekmi že izvajali, 11 metrovko, namreč uspešni izvajalec je bil Kjan Slor, ki jo je tudi sam priigral in v prvem polčasu popeljal Groningen v vodstvo z 1-0, no potem pa je izenačil Horvat po odličnem prodoru Gala Habjana. Torej Bravo, Groningen 1-1 in Matjaž Jakopič spet velja izpostaviti kakšno razliko, ko gre za izvajanje najstrožjih kazni med nogometom v tej starosti skupini in tistim v mladinski oziroma članski konkurenci. Vratarji najbrž imajo še precej manj možnosti v tej kategoriji kot pa v tistih najvišjih. Ja, to je sicer res, če smo gledali prvo tekmo, ko so streljali 11 metrov, ki sta oba vratarja obranila kar po 2 11 metrovki, ker tudi strelci so bolj šibki, bolj netočni, tako da je seveda loterija podobna.
Vsekakor je pa potrebno si zapomniti vse te nastopajoče, tako pri Bravu kot pri Groningenu za bodočnost. Ne. Imena, ki so danes nastopala, je treba spremljati, kako se bojo razvijala, kaj so dosegla čez 3-4 leta. In seveda jih zasledovati, ali bodo uspešni tudi v državnih reprezentancah, ali bodo uspešni v njihovih kadetskih oziroma kasneje tudi v članskih ekipah. Ne. In to so zanimivosti takih turnirjev, to so posebnosti takih turnirjev, kjer je spremljanje igralcev seveda izredno zanimiva zadeva. Ja, 11 metrovke smo spremljali že v tekmi za 9. mesto, Žilina in Rijeka. To sta bili ekipi, ki sta se pomerili. V rednem delu izid 0-0, potem pa je Žilina zmagala z rezultatom 3-2 po izvajanju 11 metrovk. V tekmi za 11. mesto je Himki premagal Olimpijo s 3-0. Potem v tekmi za 7. mesto Bolton graškega Šturma s 3-2 in kot rečeno v tekmi za 5. mesto Domžale Maribor 0-2. Sedaj pa torej še izvajanje 11 metrov, po tem streljanju pa bomo dobili tudi ekipo, ki bo zasedla končno 3. mesto na 7. izvedbi turnirja Ljubljana Open. Sta ob glavnem sodniku Asmirju Sagarkoviču tudi oba kapetana, Groningena in Brava. Gašper Petek, domači kapetan, na drugi strani Tom van der Werf. Prvi pa bodo izvajali strel z bele pike nogometaši Groningena in prav Tom van der Werf bo izvajalec prve 11 metrovke. V vratih pri Bravu Žiga Fermišek. Tom van der Werf, odlična obramba Žige Fermiška. Odlično driv, odlična predvidevanje, odlično. In ravno pravšnja reakcija. Nec Gradišar, prvi strelec Brava. Lahko predvidevava, kako bo streljal. Mislim, da bo udaril z vso močjo, kar je tudi po mojem najbolj pravilno. In zelo natančno strelje, rekel bi, precej rutinirano je izvedel tole. Zelo rutinirano in precizno. Samozavestno. Tako, odlično. 1-0 oziroma v skupnem seštevku 2-1 vodstvo nogometašev Brava. Sedaj pa naslednji izvajalec pri Groningenu Janik Hetinga bo izvajal 11 metrovko. Hetinga mimo gola. Nizozemci so očitno podlegli pritisku. Nedvomno jasno, da si eni in drugi še kako želijo dobiti tale obračun za 3. mesto. Janik Hetinga pa je streljal zelo ponesrečeno. Torej 2-1 v prednosti nogometaši Brava. No, sedaj pa priložnost za povišanje prednosti. Timotej Bizil je nogometaš zelo močnim strelom, o kar smo se že lahko prepričali, kako bo tokrat izvedel 11 metrovko, preslabo. Timotej Bizil pa je streljal zelo močno, tako kot ste predvidevali pri prvem izvajalcu, ampak premalo je bilo natančnosti v tem strelu. Tako je, ne, mislim, preveč je šel na silino in seveda dvignil žogo, ki je šla čez gol. Dobro, vendar se vsaka napaka se popravi, izkušnja več in seveda ni konec sveta. Tole jasno niso tragični trenutki karier nogometašev, ki jih spremljamo, to je povsem jasno. Kian Slor bo izvajalec 11 metrov, ki je sedaj za Groningen. Priložnost, da Nizozemci izenačijo. Vratnica, mislim, da je sedaj
rešila nogometaše Brava. Čeprav tudi tokrat Žiga Fermišek zanimivo v pravo smer, trikrat že. Izvajalec naslednje 11-metrovke je Nejc Kozjek. Tretja 11-metrovka za Bravo, toda ponovno neizkoriščena. Še naprej 2-1. Ker nekaj slabih strelov smo videli. To, kar smo rekli. Kaj bi rekli, več utrujenosti ali so fante izdali živce? Ne, to je kategorija otroka, kjer seveda je 100 stvari, ki so pomembne, odločilne in Romano Postema, tudi on premalo natančen. Pa nogometaši Groningena nikakor ne uspejo doseči zadetka. Morda pa bo to uspelo sedaj Anžetu Anžurju. Četrti izvajalec pri Bravu. Če sedaj doseže zadetek, potem je ta tekma odločena. Kajti Bravo vodi z 2-1, Nizozemci pa bodo izvali le še 11-metrovko, ampak ta je ostala neizkoriščena. In tudi Groningen še ima možnosti, da pride do zmage, ne sicer po teh 5 11-metrovkah, to je jasno, potem izmenjaje, izvedba naslednjih nogometašev, torej po 11-metrovka za vsako ekipo, če seveda ne bomo dobili zmagovalca po 5 11-metrovkah. Izvajalec sedaj Jesper De Backer. Jesper De Backer pa natančen, 2-2 rezultat in vse bo sedaj odvisno od izvajalca Brava. Gašper Petek gre proti žogi. Matjaž Jakopič, kaj pravite? Mislim, da ne bo zgrešil in da bomo zmagali. Upajmo. Da bo tretje mesto ostalo v Ljubljani. Držimo pesti, kar bi bil res izreden uspeh. Držimo pesti, da bo temu res tako. Max Wolfs je v vratih, Gašper Petek pa zanesljiv in Bravo je zasedel tretje mesto na 7. turnirju Ljubljana Open, kot je dejal Matjaž Jakopič, to je za klub ki je organizator tega turnirja, lep uspeh. Prav gotovo. Delo, ki je bilo organizirano skozi celotno leto, ne samo v zadnjem mesecu, seveda je kronano z rezultatom in seveda vsi bomo dobili še večji motiv v klubu za delo in organizacijo takih turnirjev v prihodnosti. Samo pogledajte to veselje mladih fantov, ki jim seveda to ne more zdaj pomeniti nek končni cilj, vendar je to cilj enoletnega dela, ki pa se mora sedaj še nadgrajevati. Predtem so sicer gledalci videli nogometaše Groningena, ampak tako je v športu. Eni so na koncu veseli, drugi razočarani. Ti fantje se bodo morali naučiti še marsičesa, ne nazadnje, kako prenesti poraze, tudi kako proslaviti zmage. Cenjene gledalke in gledalci, za nekaj trenutkov se bova z Matjažem Jakopičem spet poslovila, ampak mislim, da je ne nazadnje tudi tale tekma bila vabilo, da si ogledate še veliki finale čez nekaj minut nasprotnika MTK iz Budimpešte in Dinamo iz Zagreba.